Na slikovito razgibanem prisojnem pobočju pod Vaškem, ob vznožju Dobrče, nad vasjo Brezje pri Tržiču, stoji cerkev posvečena Sveti Neži. Že v 14. stoletju je tu stala kapela, kasneje pa še več cerkva, ki so se zaradi nestabilnega, plazovitega terena porušile. Današnja, ki je bila zgrajena leta 1967, je že četrta cerkev na tem mestu. Zvonik je starejši. Načrte za novo svetišče je izdelal Plečnikov učenec, arhitekt Tone Bitenc. Preprosta pravokotna kapela, v kateri je samo z dvignjenim nivojem določen prostor prezbiterija, je z zastekljeno vzhodno lopo povezana s starim zvonikom. Čelna fasada je poudarjena s 4 barvnimi okni, delo akademskega slikarja Staneta Kregarja. Na levem koncu je upodobljena Sveta Neža, na desnem Marija, kraljica miru, sozavetnica cerkve, na spodnjih 2 pa sta 2 angela. Cerkev je na Martinovo nedeljo 12. novembra 1967 posvetil ljubljanski nadškof dr. Jožef Pogačnik. Cerkev je poleg Sveti Neži posvečena tudi Mariji, kraljici miru. Po zaobljubi naših očetov: če bo vas med zadnjo svetovno vojno obvarovana pred uničenjem in se bodo mobilizirani sinovi srečno vrnili, bodo v zahvalo po končani vojni v središču vasi zgradili kapelico v čast Mariji, kraljici miru. Obljuba je bila z blagoslovom takratnega ljubljanskega nadškofa Antona Vovka spremenjena in uresničena z izgradnjo cerkve in upodobitvijo Marije, kraljice miru na vitraju. Vsako leto 1. januarja pa je v cerkvi zahvalna sveta maša. Od prejšnjih cerkva so se ohranili kipi Svete Neže, Svetega Jurija, Svetega Boštjana. Zadaj sta kipa Svete Katarine in Svete Barbare. Na stebru so podobe evangelistov. V cerkvi je tudi križov pot, kar je posebnost za podružnične cerkve. Križov pot je iz druge polovice 19. stoletja, delo Lajarjeve šole. Tvoja presveta Neža, krščanska deklica, za vojno bezdeležo, Bogu obljubljena, nedolžna sveta stara, še komaj 13 let, vsa Božja ignomora, za vas prilizen svet. Že kot otroku mi je bila blizu molitev rožnega venca in tudi križov pot. Težko rečem, katero molitev sem imel raje. Najbrž križov pot, ker smo takrat hodili. Tako boste vsaj v duhu hodili tudi vi, dragi Jezusovi in Marijini prijatelji, po roženvenski poti. Ob začetku križevega pota vas spominjam na povezanost rožnega venca s križevim potom. Ob skrivnostih rožnega venca se vsakič nekaj dogaja, čeprav se vedno ne hodi. Spomnimo se Marijinega obiska pri teti Elizabeti, pa iskanje Jezusa, pot na goro Tabor, vse dogajanje v žalostnem delu rožnega venca, do teka k grobu, odhoda v nebo in Marijinega v nebovzetja.
Ko začenjamo križev pot na Brezjah, pa se s hvaležnostjo oziramo na frančiškana patra Leopolda Grčarja, dobro leto po njegovi smrti. V spremni besedi v knjižico križevih potov je pater med drugim zapisal besede svetega Leonarda Portomauriškega. Ko si v duhu živo predstavljamo trpljenje Božjega Sina, naslikano na toliko podobah, se komaj moremo vzdržati, da se ne bi odvrnili od svojega umazanega, grešnega življenja in bomo vsaj raje prenašali težave. Osebno pa še dodam prošnjo, da bi ob križevem potu lažje sprejemali te čase bolezni in bili blizu drugim. Z Božjim blagoslovom pojdite po poti od Pilata do Kalvarije in ne pozabite na to, kar sledi Jezusovi smrti in pokopu, namreč nedeljsko jutro velike noči. Opridite stvari, kaj glejte se godi, edini Božji Sin, strašno za nas trpi. Prva postaja. Pilat obsodi Jezusa na smrt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Ne Pilat, ne sodniki, ne rimska oblast. Tvoje lastno ljudstvo, Jezus, te je obsodilo na smrt. Tvoje lastno ljudstvo, to se pravi mi vsi. Pilat si je lahko umil roke, mi si jih ne moremo. Globoko smo soudeleženi pri tvoji obsodbi. In kot da to še ni dovolj, te vedno znova obsojamo, te puščamo samega in te pehamo na strašno pot, na kdo ve, kateri že križev pot. Tako kot Judje tudi mi stojimo ob strani, te zasmehujemo, preklinjamo in ti pljuvamo v obraz. Ali nam bo še lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Glej, križ mu naloži, naranjene rame, objame ga voljno in nese vsak dolgi. Druga postaja. Jezus vzame križ na svoje rame. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Tih in vdan v očetovo voljo si naložil težko breme na svoja ramena. Dvoje grobo obtesanih brun se je zarezalo v tvoje meso. Ko bi bilo le to, ti pa se še predobro zavedaš, kaj je pravo breme, ki ga nosiš. Greh, sami grehi. Grehi vsega sveta pritiskajo nate in te težijo k tlom. Da, tudi naši grehi, tudi moji grehi, tudi tisti greh, ki sem ga storil včeraj, tudi ta, ki sem ga storil danes. Kdaj ti bo svet nehal nalagati tako težka bremena? Kdaj bo svet nehal grešiti? Koliko trpljenja bo še potrebno za to? Ali nam boš še lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Opišal je močih, podrega križ naš greh, topljen dolgi sveta, leži pod
Tretja postaja. Jezus pade prvič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Ležiš na tleh, v prahu in med umazanijo jeruzalemskih ulic. Prava umazanija pa prihaja nate od zgoraj, iz ust tvojih spremljevalcev in mučiteljev. Ali je še kaj bolj strupenega, kot je lahko človeški jezik, kadar se iz njega usipajo kletvice, zasmehovanje, zaničevanje in žalitve? Ni bila teža križa tista, pod katero si omagal. Teža teh strašnih besed te je vrgla na tla. Kdo so bili ti, ki so te preklinjali? Samo Judje? Ali nisva bila med njimi tudi jaz in ti? Ali nam bo še lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. O žalostni spomin, ko mater sreča sin, bridkosti meči kri, da srca globoči. Četrta postaja. Jezus sreča svojo žalostno mater. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Tudi ona je bila tam med množico, tiha in neopazna, kot je bila ves čas svojega zemeljskega življenja. Ni odprla ust, le njene oči in njeno srce so prosili zate. Bila sta sama sredi podivjane drhali in nisi ji mogel prikriti svojega trpečega pogleda. Dvoje trpečih src, tesno združenih v eno, kot sta lahko združeni le srci matere in sina. Tvoje trpljenje je bilo tudi njeno in njena bolečina tvoja. Mi pa vaju še naprej brezobzirno porivamo po poti trpljenja, željni krvi in senzacij. Ali nam bo še lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Omagal Jezus je od težek križeve, o Simon sprejmi križ, Gospoda usmili se. Peta postaja. Simon iz Cirene pomaga Jezusu križ nositi. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Kaj sem kriv, da je ravno mene doletela ta naloga? Ali si nisem po poštenem delu na polju zaslužil počitka? Namesto tega moram temu hudodelcu pomagati nositi križ. Tako je razmišljal Simon iz Cirene, ko si je nalagal na ramena tvoj križ. Ali ti je bila res potrebna ta človeška pomoč? Ti si hotel le to, da bi bil tudi človek soudeležen pri tvojem odrešenskem delu. Ali nismo podobni temu Simonu, ko godrnjaje sprejemamo križ, ki nam ga nalagaš? Ali ne mislimo tudi mi, da se nam godi krivica? Ali nam boš še lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. S prtom Veronika obriše Jezusa, zato ji da spomin obličja svetega. Šesta postaja. Veronika poda Jezusu potni prt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Sredi divjanja in kričanja, preklinjanja in pehanja,
sredi src trših kot kamen. Ali je to sploh mogoče? Ali je mogoče, da se je našel nekdo, ki premore vsaj malo sočutja do tvojega trpljenja? Kdo je ta pogumna žena, ki se ne ustraši sulic vojakov in razdražene množice? Le navadna grešnica je, ki pa v svojem srcu premore toliko ljubezni, kot je ne jaz, ne ti ne bova nikoli sposobna izkazati tujcu, popotniku, ki se bo znašel na najini poti. Ali nam boš še lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Slabosti vas prevzet, zveličar pade spet, o grehi kataže, ki jih ponavlja svet. 7. postaja. Jezus pade drugič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Ne Simonova pomoč in ne Veronikina ljubezen ti ne moreta dovolj pomagati. Breme postaja neznosno in že drugič si se zgrudil pod križem. Ali je še kdo med množico, ki bi ti lahko pomagal? Zaman se oziraš naokrog. Tudi jaz sem povesil pogled in nočem videti tvoje stiske, tvojega trpljenja. Preveč bi tvegal, če bi se izluščil iz množice in ti skušal pomagati. Ne zahtevaj tega od mene, prizanesi mi. Saj veš, da tega ne morem storiti. Zakaj bi se moral ravno jaz žrtvovati zate? Zakaj ravno jaz? Pa vendar se mi zdi, da se tudi mojih rok drži tistih 30 judeževih srebrnikov. Ali mi boš še lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Usmiljena ženi, ne jokaj ta zame, le zazeli svoj rod, točite zdaj solze. 8. postaja. Jezus tolaži jeruzalemske žene. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Ko se je že zdelo, da boš moral to strašno pot trpljenja prehoditi čisto sam, da ne bo nikogar, ki bi pokazal vsaj malo sočutja s teboj, si zaslišal jok. Preproste žene, ki niso dosti razumele, kaj se dogaja, so videle le strašno trpljenje, ki si ga prestajal. In njihovo materinsko srce se je moralo zganiti. Morale so jokati s pričo tolikih bolečin. Zmogel si še toliko moči, da si jih opomnil, naj ne jokajo nad teboj, ampak nad svojimi otroki. Gospod, kje pa so moje solze? Ali je mogoče, da nisem ob vsem tem ničesar začutil? Ali je mogoče, da nisem potočil niti ene solze? Ali se me res to nič ne tiče? Ali mi boš še lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Zveličar omedli, pod križem svet leži, o trdo srce glej, tvoj križ ga žalosti. 9. postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Še enkrat si tik pred Kalvarijo omagal pod težo križa. Tudi takrat ni bilo nikogar, ki bi ti pomagal. Sam, zapuščen in zasramovan od vseh,
se obupno trudiš, da bi še zadnjič premagal to, kar ti je naložila človeška hudobija. Ni roke in ni pogleda, ki bi ti vsaj malo olajšala to strašno trpljenje. Kje so sedaj tvoji učenci? Kje je tisto, kar si v 3 letih sejal med ljudmi? Kje je tistih 5000 mož, ki si jih nasitil? Kje so gobavci, ki si jih ozdravil? Slepi, ki so spregledali? Grešniki, katerim si podelil notranji mir? In kje sem jaz? Tudi jaz stojim med to brezčutno množico. Tudi moj pogled se je odvrnil od tebe. Tudi moja roka je ostala v hlačnem žepu. Ali mi boš še lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Ko pride na goro, obliko mu vzemo, izza dolgih sveta še žolčemo dado. 10. postaja. Jezusa slečejo in mu dajo žolča piti. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. Zdi se, kot da je bilo vse, kar si moral prestati, za tvoje mučitelje premalo. Izpiti si moral še to zadnjo grenko kapljo, ko so ti odvzeli oblačila in zanje žrebali. Tudi žolč ni bil tako grenak, kot je bila grenka misel, da si sedaj res popolnoma sam, oropan vsega zemeljskega in da niti oče ne more odvzeti tega keliha od tebe. Oziraš se po ljudeh in se sprašuješ, kako je sploh mogoče, da te ta množica tako sovraži. Ali res niso mogli razumeti vsega, kar si jim tolikokrat razlagal, ali pa preprosto niso hoteli sprejeti ljubezni, ki si jim jo ponujal. Pa je vse skupaj tako preprosto. Samo eno je potrebno. Ker pa smo tudi mi v skupini vojakov, ki so te slačili, ali nam boš lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Na križ ga položi, razproroki nogi in ostri mu žablji, spet rane naredi. 11. postaja. Jezusa pribijajo na križ. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Množica je utihnila in slišati je samo še zamolkle udarce kladiva. Ostri žeblji se vedno globje zajedajo v tvoje roke in noge. Daj, zakriči že vendar, vpi, saj te mora boleti. Zakaj molčiš? Zakaj nas tako prebadaš s svojim pogledom? Ne. Telesne bolečine ni več, ostala pa je tista druga, mnogo hujša, mnogo bolj skeleča. Ostal je le nemi krik: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Ostal je le krik, ki odmeva skozi stoletja: Moj otrok, zakaj si me zapustil? Gospod, zakaj sem te moral tudi jaz zapustiti? Tako rad bi se vrnil k tebi. Pa vendar, ali ni že prepozno? Ali se niso ostre konice mojih grehov že pregloboko zajedle v tvoje telo? Ali mi boš še lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas.
12. postaja. Jezus umrje na križu. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Gospod, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Kako velika ljubezen in kako neizmerno usmiljenje je v tvojem prebodenem srcu. Odpustiti vse, kar smo ti storili, odpustiti vse, s čimer smo te žalili. Res je, Gospod, saj nisem vedel, kaj počnem. Mislil sem, da sem svoboden, pa sem vedno bolj tonil v suženjstvo greha. Mislil sem, da te več ne potrebujem, pa sem se vedno hitreje potapljal v brezno zla. Mislil sem, da sem močan, pa sem vedno pogosteje padal. Mislil sem, da sem končno le spregledal, pa sem postal slep. Zdaj vem, Gospod, da ni več ovir, ki bi me ločile od tebe. Zdaj vem, zakaj si moral umreti, zato, da bi mi lahko odpustil. Gospod, tudi jaz bi rad kaj storil zate. Na vrsti sem. Ali mi boš še lahko odpustil, Gospod? Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. O Mati žalostna, ki ljubiš Isusa, objemaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega. 13. postaja. Jezusa snamejo s križa in ga položi Mariji v naročje. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Samo matere lahko slutijo, kako je Mariji v tem trenutku. Materino oko ne more ostati suho, ko gleda mrtvega sina v naročju. Žalostna je Mati Božja, a na njenem licu ni sledu solza. Žalostna je zaradi ljudi, ki so križali njenega sina. Pa vendar je sedaj bolj kot kdaj prej prepričana, da je moral umreti. Za vse nas, za vse človeške rodove. Ve, da bo tretji dan vstal poveličan, o tem niti za trenutek ne podvomi, ker pozna svojega sina, sad njenega telesa je. Zato je mirna, njen pogled je uprt v prihodnost. Sedaj je postala mati vsega človeštva in na njenih ustnicah se pojavi molitev. Za ljudi vseh časov in rodov in barv in prepričanj. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. Bridko objokovan je Jezus grob dejan, o grešnik moli ga, tvoj greh je zdaj opran. 14. postaja. Jezusa položi v grob. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Podoba je, da je vse končano. Truplo je zavito v mrtvaški prt in položeno v grob. Lepe sanje so minile, ostala je kruta resničnost. Sanje o Božjem kraljestvu, o miru in ljubezni so se razblinile. Bilo je prelepo, da bi bilo resnično. Učenci so žalostni, tihi in zaprti vase. Hudo jim je, da so ga zapustili, da mu niso stali ob strani takrat, ko mu je bilo najbolj hudo. Sram jih je in potrti so. Kamen je zavaljen pred grob in nič ni ostalo za Jezusom. Le nekaj besed, ki jih je že zdavnaj odpihnil veter, in na tisoče ozdravljencev, ki so že zdavnaj pozabili, komu morajo biti hvaležni. Le malo kdo pa se je spomnil njegovih besed o vstajenju. Čez 3 dni? Ne, to je nemogoče. Njihova vera še ni dozorela in tudi moja je šibka. Prehodili bomo še veliko takih križevih potov, da bomo končno spoznali. Umrl je zato, da bi mi
večno živeli. In vstal je od mrtvih, da nam pripravi prostor pri Očetu. Usmili se nas, o Gospod, usmili se nas. O Jezus, hvali naj, v svet Tebe komaj, po svojem križu nam podeli sveti raj. Pot je prehojena, nevihta je mimo. Izza oblakov je posijalo sonce in na obzorju se je zarisala velika senca križa. Vernim v znamenje odrešenja, mnogim pa kot kamen spotike in zasmehovanja. Vsem, enim in drugim, pa kot varen kaži pot v nebo. Kar gotovo kdaj bodeče trnje ti zastavi pot življenja. A ne plakaj, saj s trnjem ostrim bil je venčan sam Gospod, naš vzor trpljenja. Tedaj postoj, počakaj, poljubi trn, Božja volja v njem žari, da si nabiraš milost in moči. Trnje po Gospodu posvečeno, cvet požene, sad rodi. Bodi torej zaželeno za uspešne tvoje dni.